Evo, jaz imam Focusa mojega že skoraj en let, lani sem ga naštimal oktobra. Na njemu smo pa tudi že marsikaj predelali. Zamenjali smo feltne, fedre, noter smo rear seat delete naredili, nalepke smo dali gor, auspuh smo zrihtali, pa racing zice smo dali noter, tako. Res sem ga naredil tako, kot sem si zmer želel. Ampak, kva pa če zdaj obstaja alternativa oziroma naslednik Flogsterja? Tole je čisto nov Golf R. Jaz svojega dailya uporabljam res vsak dan pa za vse stvari. Če je treba peljati gume, za na šiht, za na pijačo, za na sestanke, se pravi, res se vozim vsak dan z njim. Vem, da sem rekel za Focusa, da bo to moj daily, pa smo pol malo nas je zanesel z vsem tem predelavam pa tako naprej, a ne? Ampak nič hudega, to sem si zmer želel in tega Focusa sem naredil tako, kot sem zmer hotel. Zdaj, ko sem pa to kljukico odkljukal, pa v bistvu iščem nekaj malo novejšega, nekaj, da je še malo lažji za vsakodnevno uporabo, se pravi avtomatski menjalnik, matrične luči, aktiven tempomat, take stvari bom v bistvu iskal pri naslednjem dailyu. Kar mi je pa tudi zelo pomembno, je to, da ima vsaj enih 300 konj, da se avto premakne, no. Tako da tale Golf je super, zdajle se peljem čist na easy, pa se pa slučajno vključujem na avtocesto, pritisnem tale R, gre avto v race in oka. Kaj nič, to more biti, no. Avto se more premakniti, ker je avto le bolj varen, če lahko na hitrico skočiš, kakor da pa zapelješ ven, pa nimaš te moči in v bistvu pol bremzaš vse skupaj za sabo, a ne. Tako da ima več konj je včasih tudi bolj varna stvar. Zdaj, zakaj je meni Golf R sploh zanimiv? S Focusom sta si načeloma recimo kar zelo podobna. Oba sta štirikolesno gnana hot hatcha. Oba imata dobrih 300 konj. Največja razlika je pa ta, da ima Golf R avtomatski menjalnik, Focus pa ročnega. Jaz se z Golfom družim zdajle že kar skoraj en teden in zadeva, ki mi najbolj všeč, je zvok, kako se tale prtljažnik zapre. Pazi to. Super. Ti pokažem zdajle na Focusu, ker tlele pa prav tako trr naredi, ni dober. To zato valjda, kaj tablica kle gor, Golf jo ima v spodi, ampak lej, to so recimo detajli, ko stokrat na mesec tole odpiraš pa zapiraš, ne vem, meni so te stvari ne najbolj pomembne, jih pa cenim. Stvar, ki mi pa najmanj všeč na tem avtu, so pa tele obvolanske ročke. Design-wise so mi ful lepe, ampak feedback pa zvok je pa... Pri avtu tega ranga bi pričakoval vsaj malo več feedbacka, ker trenutno imam občutek, da imam v rokah najcenejši Logitechov volan za igrice igrati. Kar je pa seveda tudi ena mikavna stvar, so pa potencialne predelave na tem avtu. Zdaj Focusa sem naredil tako, kot sem si želel. Tole je pa še en tak neodkrit teritorij. Zdaj po enem tednu, kakor imam tegale R-a, definitivno prva stvar, kar bi zamenil, so malo bolj konkretne bremze spredi, pletene zavorne cevi, toliko, da se tale stopping power zrihta. Pol bi ruknal gor ene proper roti forumke, zadevo za ene 2-3 centi na fedre znižali, toliko, da malo spustimo tole višino vožnje. Seveda, treba bo še malo auspuh zrihtati, tale ima sicer že Akrapoviča gor, ampak bi definitivno pri Logarsonu dal še en 200-celičen športen katalizator. Ok, zdaj pa moramo preveriti še soundcheck. Tudi to je ena taka pomembna zadeva, kadar se odločamo za menjavo avta, a ne? Tako da dajmo zdaj kar malo porevati, pa launch kontrole bomo zrihtali. Moramo pa vedeti, da moj avto, se pravi Focus RS, ima 200-celičen športen katalizator, pa nima OPF filtrov, ker je pa Golf že toliko nov, more pa pač zaradi standardov imeti tudi že OPF filtre, ima pa Akrapovičev auspuh.
sta jo šibalaj. Ti mi pa v komentar napiš, kjer je te boljš, Focus RS ali Golf R. Moramo se pa še na tej točki zahvaliti SH Tradu, ker so sploh omogočili tale video s tem, da so nam posodili njihovega Golf R-a. Zdaj pa kar šibimo naprej. Zdaj to ja, da ima valaj. Evo, jaz imam zdajle mojega kolega Andraža v avtu. Andraž je tudi lastnik Hyundai i30N, tako da imamo danes v bistvu malo debate o telih hot hatchih. Zdajle greva pa na McDrive, v McDonald's, na McDonald's ruleto. Zdaj, če te zadeve ne poznate, v bistvu postaviš se v kolono, pa kad te un praša, kva boš naročil, rečeš, da boš isto, kar je naročil avto pred tabo. Tako da včasih je malo zopran, če je cela familija v avtu, jaz ne vem, tale zgleda bolj samo v avtu pred nama. Pač lahko dobiš ful mal, ali ful preveč, ali kaj veganskega, ankoli ne veš. Mogoče pa imela srečo. Živa. Midva bi pa isto, kar je avto pred nama naročil. 2 še ekspresota torej. Kako? 2 še ekspresota. V redu, dobro. Imam zadnjo naročil. Pa to, ja. Okay. McDonald's ruleto špilava. Joj, ne tega dela. Če bi šla za enim tam, kaj je bil lik, tam so na začetku, imela mesija, koliko ima 29 €, 30 €, kar nabijo je neki, sploh ni neko govorca. Pa bi zala 1 uro jedla. Ja, mislim, ja, ali pa potahaš se stranki, Ja. To je to pa, ne? To je to, ja. Ok, 5:20, prvo okno. Hvala ti, živ. Kaj pa je to še ekspres? Ne vem. Kaj bom sam tole klimo malo smanjil, ker tole je kar Antarktika. Z Andražem sva se v bistvu pogovarjala lih glede pač tega Golfa, ne. Ful je odvisen pač, kako pogledaš na ta avto, ker oba sva pač dost bolj purista, se pravi, oba imava hot hatcha z ročnim menjalnikom in pač se oba strinjava, da za nekoga, ki išče hot hatcha, da je to boljša opcija, ne. Sploh, če je to tvoj edini avto. Ja, če je to tvoj edini avto, da imaš pač res tisto proper vozniško izkušnjo, da imaš ročen menjalnik, pa še zmer dosti elastičen avto, pa še zmer dokaj normalen, da imaš zadnji zice, prtljažnik, 5 vrat. Če jih ne daš ven. Če jih ne daš ven. Ja, ampak tukaj si ti meni predstavil, zakaj bi imel pa ti ta avto, oziroma kaj vem, zakaj bi imel ti ta avto, ali pa mogoče tudi ta Golf ima nek svoj smisel, ne? Sploh menjalnik, ker je v današnjih kolonah stati, ja, se obaviva z avtomatskim menjalnikom, je vse skupaj dosti bolj znosno. Moj v bistvu weekend car ni ročen hot hatch, ampak je v bistvu Shelby, ki je tudi ročen, zato da imam pa v bistvu 2 taka puristična avta, če lahko temu tako rečem. Ne, da se podvajata, ker sta ful različna, ampak pol v bistvu začneš na temu daily basis zgubi ta svoj čar avto, ne. Tako ja, pa tudi, ja, ta Golf je toliko novejši, toliko nove tehnologije, digitalni števci, tako kot si rekel, radarski tempomat in vse asistence. Yep. Ja, je lepo imeti to vsak dan, olajšati vsakodnevne vožnje od A do B. Ja, pa jaz sem se tudi zalotil. Zadnjič sem šel doma, recimo ful sem mogel zgodaj vstati, si res utrujen, pač ne da se ti nič itak, a ne, in se lepo usedeš kle not, vržeš v drive, vse imaš na komfort, on tako lepo predstavlja, nič se ne zaganja, pač zelo zna biti tudi udoben, če hočeš, a ne, in v bistvu v tem momentu sem rekel, hudo, a ne, takrat, ko rabiš, imaš v bistvu zelo praktičen pa normalen avto, ki v bistvu ne zahteva veliko od tebe in pač prideš, sem ful spočit, zdaj se to izgleda, da se tepem z njemu po cestam. Ne, ampak dobesedno ti mikropremiki, ki pol niso prisotni več. Ja. Še ena stvar, moje bo zdaj lahko ta še ekspreso oba spila do doma, ker ne boš rabo z eno roko predstavljati. Ja, to je pa res. Mogoče pa vsaj nekaj dobrega iz tega. No tako da to je v bistvu najin mišljenje, zdaj pa počakava tale slavni shake, Nespresso, Expresso, vse espresso, pa da probamo še to. Ob 8 zvečer. Upam, da ni en litrskega vzela. Živa, kartica. Čak, a še ekspreso imate? Ja. Zato, ker on pred vami tudi imel zdaj Isto, ja. Ne, mogoče. Res? Ne. Zdaj gledam, kaj je to? McDonald's ruleto sva se igrala, pa sva rekla, kar bo spret naročil, bova midva isto. A ja? Kaj pa sploh je to?
Prosim? Kaj je naročil? Dvakrat shake espresso. Kaj je to? A ne veste sploh? Ne. Kava pa shake neki, prav da je ful dobro. Glej, gospod, prav nisem prav. Dobro, zdaj za zvečer. Hvala. Mogoče gre pa v noč, no. Letal zdaj tudi, a vi imate isto? Hvala. A ja, tole pa jaz vzamem. Hvala, živijo. Andraž. Oh, what the fuck? Tak. Se bova midva dala vse en tamle na parking, pa bova tole v zuni posrkala. What the fuck? Pa zdaj že malo tako, gremo jest. Malo food rating. Hashtag foodie. Miš, da moč to kaj premešati? Slanco. O, to je kar gusto. Folk, Big Macu se naroči Big Maca, pa 20 maknakcev. V McDonald'su. Še enkrat povej. V McDonald'su se naroči Big Maca, meni, pa 20 maknakcev in to je to. Če v slučaju kdo za vami tole McDonald's ruleto špilu, da ne bo slabe vole. Čeprav to je res dober drugač. Tam ne za oba smo zvečer. Mogoče, ja. Čin. Drugač pa obstaja še en rival golferu, ki se pa imenuje RS3. Sem pa mogoče že malo preveč povedal za naslednji vlog. Tako da nič, midva tole spijeva, pa tako kot Andraž reče na svojemu cestni dirkač kanalu, se vidimo v naslednjem. Ajde, čau!